Za ekipo v vijoličastem ni ovir, še manj preračunljivosti. Kljub odličnem izhodišču po 4-2 z prve tekme v Velenju, nova učinkovita predstava. Dnevi, ki so se začenjali in končali z istim nasprotnikom, so zaključeni na najlepši način, še s tretjo zaporedno zmago. Ja, res teden Rudarja. Prva tekma je bila sicer nekako najtežja, druge dve sta bile, nekako smo se že seznanili z njihovimi metodami, igrami, ki so v prvih 10-15 minutah res visoko nas pritisnili. Tako da je bila tretja tekma nekako vseeno bolj ne lažja, ampak v smislu priprave je bila nekako spet lažje, ker vemo, da smo res v tem tednu samo Rudar. V dinamičnem povratnem polfinalnem dvoboju Hervis pokala Slovenije znova 6 zadetkov. Povedli so gostje, ko se jim je izšlo že v prvem udarcu v okvir gola. Rotman je prišel do položaja, da pošlje žogo proti golu, dobro nameril z razdalje in zadel pod prečko. Med proslavo zadetka so v gostujočih vrstah za hip začeli obujati upe o preobratu, a so se hitro vrnili na trdna tla. Njihovo veselje je namreč trajalo manj kot minuto, le do naslednje mariborske akcije. Viler je podal ob levi stranski črti, Berič se je takoj konkretno odzval in po uspešnem sprejemu s spretnim preigravanjem ter dobro odmerjenim udarcem poslal žogo mimo vratarja v nasprotni kot. Igra se je razživela in po 18 minutah že 2-1 za Maribor. Po izenačujočem golu tokrat Berič v vlogi asistenta. Akcijo je začel Viler, Berič s pravočasno podajo v prazen prostor omogočil Velikoni, da je v hitri akciji prišel do soočenja z vratarjem. Drugi član učinkovite naveze z konice napada pa je ob dvoboju 1-1 s Finkom poskrbel za želen zaključek z natančnim udarcem po tleh. Razigrano moštvo v vijoličastem je pred iztekom prve polovice igre še tretjič zatresla mrežo. Berič po golu in asistenci že drugi strelec, a so milimetri privedli do odločitve o razveljavitvi gola. Z leve strani je podal Viler, Velikonija z glavo vrnil v sredino do Beriča, ki je zabil žogo pod prečko, vendar se je oglasil sodnik in razveljavil gol zaradi ofsajda. Namesto 3-1 med obojestransko odprto igro vmes najprej 2-2. Z desne strani je podal Dedič, žoga se je v kazenskem prostoru po poskusu Majcna odbila do Klinarja, ki jo je z glavo spravil čez golovo črto. Živahen je bil tudi drugi polčas, sprva z upravičeno razveljavitvijo gola na velenjski strani. Prosti strel z leve je izvajal Rošer, Majcen pa ostal za hrbtom obrambe in na nedovoljen način z bližine potisnil žogo mimo Pridigarja čez golovo črto. Zaključne minute pa so minile o prevladi vijoličaste čete. Zvrstilo se je še nekaj domiselnih akcij. V lovu na novo zmago je po akciji Tavaresa in Mertlja Ibrahimi po daljšem preigravanju prišel do udarca, toda namero mu je preprečil vratar Fink. S tem pa le začasno ustavil nalete. Ob mariborski igri v višji predstavi že v naslednjem napadu na vodstvo. Po sodelovanju z Ibrahimijem je z desne strani podal pred gol Milec, Velikonja pa se je pravočasno odzval in spravil žogo v mrežo. Prav v zadnjih trenutkih še eno slavje na igrišču in na tribunah za ponovitev rezultata iz Velenja. Po dolgi podaji Vidoviča sta na desni strani izmenjala dvojno podajo Ibrahimi in Tavares, ki je dokončal akcijo in ob soočenju z vratarjem spretno potisnil žogo v mrežo za končnih 4-2, kar pomeni, da bo NK Maribor 23. maja v Ljubljani v dvoboju s Celjem odločal o pokalni trofeji. Bistveno ne menja stvari, kdo bo naš nasprotnik, kajti cilj in tudi naša naloga sta popolnoma jasni. Želimo zmagati v finalu, želimo osvojiti lovoriko in pripravili se bomo dobro, ko pride čas za to tekmo. Tako da
V principu zavedamo se, da je v pokalu potrebno drugače razmišljati kot v prvenstvu. Tam je na razpolago malo časa za kaj popraviti, tako da bomo morali biti izredno dobri. Pokalni finale je torej zagotovljen, zdaj pa sledi finale prvenstva. Nedeljsko popoldne v Ljudskem vrtu bo nabito s čustvi. Čakali bomo na proslavo 10. naslova prvaka, tekma proti Triglavu bo ob 17:30. Že 2 uri predtem se začenja druženje navijačev na južni ploščadi. Moramo prvo se potruditi maksimalno zmagati tekmo, razveseliti naše navijače in, kaj sem rekel, zasluženo biti šampioni v godini. Res ni pomembno, je to Triglav ali pa Rudar, mi gremo na zmago vsako tekmo in res smo motivirani, atmosfera, vzdušje je super v slačilnici, tako da gremo na zmago tudi v nedeljo.